Torej, tradicionalno se vsako poletje odpravimo po svetu, tako bienalno na eno dolgo turnejo, kot so bile recimo Avstralija, pa Združene države Amerike, pa Kanalski otoki, Malta in tako naprej. Vsako drugo leto pa na eno krajšo, takšno malo bolj denarnicam prijazno, no in ta je bila letos turneja po Balkanu, natančneje smo si predvsem dobro ogledali Hrvaško, Primorje in pa Bosno in Hercegovino s koncerti v Rijeki, Bihaću, Sarajevu, Neumu, Dubrovniku, na Mljetu, Lastovem in Korčuli. Nas je vodila v bistvu ta dvatedenska pot. Zanimivo tudi zaradi tega, ker smo en teden od cele turneje prejadrali, en teden prevozili s kombijem, si veliko pogledali, naredili izjemno veliko priložnostnih koncertov, torej na številnih lokacijah, nekako širili tudi to našo slovensko pesem, slovensko kulturo, poleg tega pa pripravili tudi repertoar, ki sodi v te dežele. Torej, vsaka turneja je nedvomno nekaj posebnega in vsako si zapomniš seveda po določenih dogodkih. No, iz te turneje mogoče tisti mal negativni je ta nesrečna tekma v Sarajevu med njihovim klubom in pa našimi Mariborčani, kjer smo, kamorkoli smo prišli, bili označeni za navijače in dosti sovražno sprejeti. No, pozitivnih utrinkov je pa v bistvu neizmerno veliko, od novih poznanstev, različnih zapletov, komične narave, pa naj se bo to z bosansko policijo ali pa slovenskimi poslanci. Skratka, bilo je res neizmerno prijetno in smo uživali v teh dveh tednih. Zdajle najprej tale potopisni koncert se seli še na kar nekaj slovenskih odrov, malce skrčeni obliki, torej z več petja, malo manj govorjenja. To je bilo pač bolj za našo interno publiko. Potem se odpravljamo na eno krajšo turnejo v Dubrovnik, takoj po novem letu, pa na Rijeki še tudi enkrat pojemo. Ta daljša turneja poletna pa nas bo tokrat vodila po Kanadi. Torej, potopisni koncert je bil del Vokalnih iger 2012, gre za festival a cappella in vocal play glasbe, ki ga Oktet 9 pripravlja v sodelovanju s Hišo kulture Celje že četrto leto zapored. Letos smo se odločili za malo drugačen pristop, namreč imamo ta problem, da so v preteklih 3 letih pri nas praktično gostovale vse vidnejše slovenske zasedbe. Zato smo se odločili, da tokrat a cappello, ta sodobni stil petja z oponašanjem inštrumentov in tako naprej, popeljemo na mestne ulice, malce pobliže predstavimo Celjanom in sicer z zasedbami iz same regije, torej iz Celja in neposredne okolice Celja. Tako da je celo dopoldne danes pred Metropolom potekalo eno tako simpatično pevsko druženje z številnim obiskom, z navdušenjem poslušalcev in mislim, da smo dosegli svoj cilj, tako da lahko potem naslednje leto ponovno pripravimo en obširnejši festival z mnogo več mednarodne udeležbe, s tem, da bomo obdržali tudi letošnji koncept, ampak že v napovedih festivala se bodo odvijali dnevni koncerti po mestu, potem sam festival, bosta pa 2 festivalna večera in pa spet boj vseh teh skupin za veliko nagrado vokalnih iger. Tako rečemo, ampak v bistvu gre za festival netekmovalne narave s poudarkom na druženju, na novih priredbah, novih pristopih petju in mislim, da je to lahko mestu v ponos, da gosti vsaj enkrat na leto en tak cvet slovenske in pa tudi mednarodne scene iz vocal playa torej tukaj, v naših krajih. No, torej vsega skupaj so nastopile 3 skupine, ki so popeljale poslušalce po različnih priredbah, od slovenske popevke do tujih popevk, do lastnih aranžmajev slovenskih ljudskih, malce sodobnejši preobleki in pa zelo zanimiva tudi beatbox delavnica za najmlajše, za otroke, kjer so se učili pa otroci oponašanja glasbil s svojim glasom in tako naprej. Skratka, to je bil ena taka dodana vrednost in zelo simpatičen dogodek.